V petek, 26. septembra, je v športni dvorani Slovenska Bistrica potekal festival ambasadorjev varnosti, ki je združil številne aktivnosti na temo varnosti in predstavitve različnih poklicev. Dogajanje se je začelo ob 9. uri, trajalo pa je vse do poznega popoldneva. Obiskovalci so si lahko ogledali stojnice, kjer so se predstavili policisti, vojska, nujna medicinska pomoč, pravosodni policisti ter različna športna in borilna društva. Nekako smo želeli mladim predstaviti te poklice. Menimo, da so to poklici, ki so deficitarni, premankuje na vseh teh področjih, kadra, in pa tudi, da se mladi soočijo in pa spoznajo z temi borilnimi veščinami in pa sistemi samoobrambe, kateri mislim, da so zelo priporočljivi v današnjih časih, in pa da se namesto nekega vandalizma na ulici pomerijo in pa izkažejo svoje znanje v telovadnici. Osrednji del festivala je bil namenjen tudi strokovnim razpravam in predavanjem. Ob 13. uri je potekala okrogla miza na temo varnosti v Slovenski Bistrici, na kateri so sodelovali župan, predstavniki policije in drugi gostje. Na okrogli mizi smo bili prisotni poleg župana, dr. Ivana Žagarja, načelnika policijske postaje in pa inšpektora mestnega redarstva, tudi jaz kot ambasador varnosti. Govorili smo o vidikih in pa izzivih na lokalnem nivoju v Slovenski Bistrici z vidika varnosti. Vemo, da se srečujemo z določenimi oblikami medvrstniškega nasilja, vandalizma, mogoče tudi nekaj kriminala, in smo nekako podali skupno oceno situacije in pa priložnosti in izzivov, katere lahko vse te službe, ki se s tem ukvarjamo, zagotovimo za še boljšo varnost vseh prebivalcev Slovenske Bistrice. Popoldne se je program nadaljeval s predavanjem o varnosti žensk. Varnost žensk smo raziskovali skozi 80 različnih vprašanj. Skoraj 480 žensk je sodelovalo v tej sicer spletni anketi, raziskavi. In kaj smo želeli dejansko doseči s tem je, da smo dobili realni uvid neodvisne raziskave, brez vpliva kakršnekoli druge inštitucije, ali se ženske v Sloveniji počutijo varne. Prišli smo do zaključka, da se počutijo varne oziroma da imajo občutek varnosti, ko smo jih pa skozi kontrolna vprašanja pripravili na morebitne nevarne situacije, kot je recimo napad osebni ponoči ali na slabo osvetljenih krajih, pa smo dejansko ugotovili, da pa se ta milni mehurček zelo hitro razpoči in da potem dobimo občutek tiste nevarnosti, strahu, ki nam potem preprečuje, da bi lahko svobodno izražali svoja mnenja oziroma svoje početje. Festival se je zaključil v prijetnem vzdušju, obiskovalci pa so domov odšli z novimi znanji in vpogledi v delo služb, ki vsakodnevno skrbijo za našo varnost. Dogodek je še enkrat pokazal, kako pomembno je ozaveščanje in sodelovanje skupnosti na področju varnosti.